Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami poslanec, gospod Franc Breznik. Lepo pozdravljeni, gospod Breznik. Lepo pozdravljeni. Vi prihajate iz volilnega okraja Lenart. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z vašim volilnim okrajem? Lahko bi rekel, tako kot je vse na podeželju, pristno, domačo. Jaz bi rekel, gre za neko izredno močno povezanost. Nenazadnje sem na zadnjih državnozborskih volitvah v letu 2018, 3. junija, dobil podporo vseh 6 županov mojega volilnega okraja. Če ob tem povem, da je recimo samo en župan član moje stranke, članke Slovenske demokratske stranke, da vsi ostali prihajajo z drugačnih opcij, celo kolega Gumzar je bil nekoč dolgo leta vidni član stranke LDS, bi lahko rekel, da ravno na tem primeru te močne podpore se je izkazalo, da sem nekako imel stik in da sem, lahko rekel, vzorno sodeloval za svojo lokalno skupnost. To je res lepo slišati. Na kakšen način pa sodelujete z občani, krajani, meščani? Torej, jaz imam, Lenart je, odkot prihajam, kjer je tudi volilni okoliš, je tudi upravno središče Slovenskih Goric. Torej, v tem volilnem okolišu imamo 6 občin in Lenart je nekoč bila velika občina Lenart, kjer je danes upravno-gospodarsko, nenazadnje tudi kulturno središče. In ravno zaradi tega imam tudi na občini Lenart poslansko pisarno, potem imam Lenartov za popoldan, za te ljudi, ki nimajo časa v ponedeljek dopoldan zaradi svojih delovnih obveznosti, in imam poslansko pisarno še na sedežu naše stranke v Lenartu in imam poslansko pisarno tudi v občini Cerkvenjak, kjer trenutno tudi živim in prebivam. Tako da lahko bi rekel, preko teh poslanskih pisarn potem tečejo vprašanja, pogovori in pa seveda srečanja z župani. Torej, srečanja z župani, ki so redna, torej, lahko rekel, obiščem vsake toliko časa, vsake župana posebej. Udeležujem se, ko imam čas, tudi skupnih srečanj z župani, ko imajo torej tudi župani svoje sestanke, se takrat, ko so pomembne teme na dnevnem redu, udeležujem tudi tega. In še ena specifika je, udeležujem se tudi naših bilateralnih konferenc z sosednjo Avstrijo, ki jih imamo 4-krat na leto. Torej imamo izredno dobro čezmejno sodelovanje, po vsej verjetnosti je to specifika za celotno Slovenijo. Torej, mi imamo redna delovna srečanja, na drugi strani imamo krajnega glavarja, dr. Aleksandra Majcna, ki ima sedež jugovzhodne Štajerske ravno v Bad Radkersburgu, torej v avstrijski Radgoni. In potem tam peljemo pomembne projekte, kot so infrastruktura, turizem, tudi poplavne zadeve. Zadnja te točka, nažalost se nismo udeležili, ravno kot predsednik odbora za kmetijstvo, se mi zdi pomembna, bo recimo je bila in bomo tudi na naslednjem sestanku imeli, torej protitočna zaščita. Avstrijci imajo izredno dobro, ampak ravno z njihovimi avioni pridejo do meje Pomurja. Največkrat ti oblaki ravno zaidejo po teh Pomurje in imamo izredno močno, kar nekaj močnih neurij za točo smo imeli tudi na tem področju zadnjih nekaj let. Tako da, glejte, lahko bi rekel, z relativno malega podeželskega okolja poskušamo na nek vzor način prikazati ne samo lokalno skupnost, ampak nenazadnje tudi, da smo del Evropske unije. In na to sem lahko rekel tudi na te odnose, sem osebno izredno ponosen. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? V Sloveniji velja neka parola, da so stranke neka, jaz bi rekel temu, neki pase. Da pač v zadnjih 2-3 letih je zgodba nekaj civilno-družbenih gibanj, ki bi naj prevzele del nalog nekih strank v resni demokraciji. Jaz pa mislim, da resne parlamentarne demokracije preko strank je nemogoče uveljavljati. Seveda pa moramo se zavedati, kaj so to resne stranke. V Sloveniji moramo ločiti stranke v tistem polnem pomenu besede, ki jih pozna, jaz bi rekel, zahodno civilizacijski krog. To meni
pomeni stranke, ki organsko rastejo, ki raste iz potreb ljudi, ki se krepijo, ne na zadnjem času tudi nazadujejo, pa se popravijo in to je ta cikl, ki teče, zato da se stranka ohrani, da dobi nek, jaz bi rekel, tudi blagovno znamko, tako kot v materialnih dobrinah, tudi v znamkarskem življenju. In te stranke so potem prepoznane. Imajo nek imidž, ve se kakšno politiko, nekako, katera je ta rdeča nit, kakšne politike zasleduje in ne nazadnje, kljub temu, da ima to negativni preznak, vsaka stranka mora imeti notranja kohezivna tkiva. To pomeni neki vrednostni sistem, ki združuje članov stranke, ne da jih združujejo materialne pa ostale interesi, predvsem pa se mi zdi pomembna notranja ideologija. Vsaka resna stranka ima notranjo ideologijo. In v Sloveniji, ampak to moram pa res nekako priznati, odkar je moja stranka, v kateri sam pripadam, postala daleč največja, najbolj organizirana, tudi mednarodno, najbolj prepoznana, tudi kadrovsko, izredno, lahko rečemo, ima izredno vrednost. Se je začelo govoriti ravno za strani te tranzicijske levice, da je v Sloveniji neka strankokracija in da so stranke pasivne. V Sloveniji smo imeli zadnjih nekaj let, pa več kot desetletje, neko zgodbo nekih medijskih projektov. To niso stranke. Stranke, ki ne nastajajo od spodaj navzgor, preko te organske rasti, o kateri sem nekako prej govoril, za mene niso stranke in tako kot so medijski projekti, tako tudi medijsko ugašajo. Recimo zadnji primer SMC-a, ko se tudi vidni člani SMC-a sprašujejo, zakaj naenkrat stranke v bistvu ni več, zakaj so razpadli, zakaj je v bistvu ta stranka tudi v javnomnenjskih raziskavah, v povprečju javnomnenjskih raziskav, ne samo ene agencije v bistvu skoraj ne zaznavajo več, kljub temu, da je bila vladna stranka, da je vodila vlada, je ravno, jaz mislim, da odgovor ta, ki ga jaz dajem, svoje pravilo. Torej, stranke morajo nastati od potreb ljudi, se razvijati, rast, mogoče tudi nazadovati in to je ta življenjski ciklus, tako kot je v ciklu vsakega posameznika. In če se uveljaviš, se uveljaviš. Nekaj, kar je pametno ustvarjeno preko nekih medijskih monopolov, tudi največkrat medijsko ugasne. Teda, brez strank ni resne demokracije, brez strankarskega življenja, brez politikov, ki bodo šli svojo profesionalno pot, ki se bodo razvijali, ki se bodo dokazovali, potem jaz mislim, da je to tisti pravih odgovor, da bomo začutili trenutek prostora in časa in da se bomo lahko resno začeli pogovarjati o resni strankarski in ne nazadnje tudi slovenski politiki in po moje tudi o novih velikih političnih ciljih slovenske države. Hvala, zelo izčrpen, globok odgovor. Kakšno je pa vaše stališče glede predstavniškega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanja po prepričanju stranke? Je to za vas sprav predstavniški ali imperativni mandat? A se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izvolili na mandat stranke? Če pogledam mojo osebno zgodbo, pa vsem tem, kar sem povedal, gledajte, stranka SDS ima seveda, recimo, če se izhajam svoje stranke, pa tudi ostale stranke, ima seveda neko ideologijo, torej nek program, nek imidž, ne nazadnje tudi neko etiketo, pozitivno ali negativno, seveda je to odvisno od nekega mnenja številnih posameznikov, državljank, ampak seveda delno to vpliva. Ampak recimo ravno na primerih tudi moje stranke v zadnjih letih, da ljudje največkrat kandidiramo tam, odkot izhajamo, kjer smo delovali, morda tudi na nižjih nivojih, in da je to edina pravilna pot vsakega politika. Glejte, vi veste, da poslanec ne rabi biti prijavljen v nekem kraju ali živeti v kraju, pa lahko kandidira v nekem drugem kraju. Zdaj, recimo, jaz si ne znam predstavljati, da bi jaz kandidiral nekje, ki bi bilo za mene bolj ugodno, pa bi šlo za neko strankarsko simpatijo, ne vem, z vidnimi člani neke, pa vrha stranke, zato da se ohrani politično, pa da kandidiram nekje na Dolenjskem ali pa na Primorskem. Glejte, kjer nimam pogleda niti v lokalno skupnost, niti probleme in kjer jih ne moreš niti osvojiti nekaj časa, bodimo realni. Tako da prva primer, ki se mi zdi, potrjujem teorijo, da v vsakem primeru stranka vpliva, del stranke imidža. Po drugi strani pa, recimo, pri mojem primeru, recimo v mojem volilnem okolišu, vsaj v Lenartu, bi lahko rekel, da ni zelo ugodna klima tudi za mojo stranko, ampak je nekje vsaj približno 10, 12, 14% nekje vpliva dobrega
kandidata na nek rezultat. Tudi se mi zdi v ostalih okoliših, kjer spremljam moje kolege, pa tudi ne nazadnje tudi kolege iz moje politične konkurence, ki delujejo na svojih okrajih, se mi zdi, da so tam tudi največkrat izvoljeni, ravno tisti dodatek, ki ga da kandidat, nekaj procentov, je tisto, zaradi česa si izvoljen. Predvsem pri tistih poslancih, ko gledate, ki imajo 2, 3, 4 mandate tukaj v državnem zboru. Zdaj, kakšna bi bila tista optimalna preslikava volje ljudi v sestavo parlamenta, je pa vprašanje številnih teorij. Sam imam nek del pogleda na ta nemški sistem, kjer eno je del stranke, drugo pa je ta preferenčni glas, ki bi se moral dati direktno poslancu, ki se mi zdi to pomembno. Tudi potrditev tega, jaz s tem nimam nobenih problemov. Prepričan sem, da bi dvignilo tudi mojo lastno legaliteto v parlamentu in dalo potrditev, ali pa me tudi izvrgli iz parlamenta. To je demokracija, ko se ljudje nečesa ne želijo. Poglejte, jaz mislim, da sistemsko delati proti ljudem se mi zdi slabo. In mi v Sloveniji imamo popačen volilni sistem. Ne gre samo za velikost volilnih okrajev, ampak gre tudi, ne nazadnje, tudi za to, da marsikdaj pridejo sem nekateri kolegice in kolegi, ki svojim volilnim okrajev ne počnejo dobesedno ničesar. Tu se mi pa zdi, da gre za omalovaževanje funkcije enega poslanca državnega zbora, enega parlamenta, ki je, lahko rečemo, osnovna hiša demokracije neke države. Hvala lepa. Je morda še kaj, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, predvsem vašim gledalcem in tudi ne nazadnje gledalkam bi rad sporočil, da si želim kot politik, da so aktivni državljani, da se zavedajo, da politiki kreiramo usodo njih, njihovih zanamcev, njihovih otrok in da si skupaj moramo prizadevati za novi cilj slovenstva. Samo tisti, ki imamo svoj cilj, bomo lahko cilj dosegli. Vsak človek na svetu, vsako bitje, če nima svojega cilja, je vsaka pot napačna. Vsaka pot je napačna, če si ne definiramo svojega cilja. In mislim, da Slovenci potrebujemo po končanju te tranzicijske pubertete nek nov cilj slovenstva in slovenske države. Zato pač pozivam vaše gledalke in gledalce, da bodo aktivni državljani, da aktivno prisluhnejo nenazadnje tudi programom, in da se potem resnično na podlagi svoje volje odločijo, kdo so kandidati, ki bodo kreirali usodo njih in njihovih zanamcev. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, spoštovani poslanec, gospod Franc Breznik, in hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.